Iz vaših izjav lahko razberemo, da današnji shod ne bo imel pravzaprav učinka na poslance vaše stranke na torkovem odločanju. Pa vendarle eno sporočilo je točno. Vaša stranka je pred volitvami brez pogojnikov povedala, da ne bo šla v vlado z Janezom Janšo in to obljubo ste prelomili. No, dober večer. Moram povedati, da se ljudje odzivamo različno. Eni se pogovarjamo, drugi protestirajo, tretji pišejo tvite. Vse to je legitimno, ni pa konstruktivno. In mi mislimo, da bi ta ost napada morala biti usmerjena na koga drugega, ne na SMC, na stranko in na njenega predsednika, ki je svojim nepremišljenim odstopom povzročil to, da se moramo pogovarjati o tem, kako bi našli izhod iz nastale situacije. Na koncu koncev sem od vsega začetka, ko sem postal predsednik stranke, povedal, da bomo in smo bili stabilen steber te vlade. Če pa bo kdo vlado razrušil, se bomo vsemi strankami v parlamentu pogovarjali o tem, na kak način najti izhod iz te krize. Pa se ne bojite, da se bodo vaši volivci, oziroma da se vaši volivci počutijo prevarane? Tudi vaš ugledni član Dragan Matić piše recimo o kameleonskem preobratu stranke. Ali ciljate na nove volivce, spreminjate kurs stranke? Glede, jaz sem bil izvoljen v okolju z najboljšim rezultatom znotraj SMC-ja in mene so moji volivci izvolili na osnovi programa. Jaz nisem nikogar izključeval. Zelo eminentni član stranke pa ni bil izvoljen za ta sklic parlamenta in v vsakem primeru nam nihče ne more očitati, da smo karkoli narobe naredili. Mi smo vse skozi povedali, da bomo in smo bili stabilen člen vlade, ki jo je nekdo drugi razrušil. Danes hipotetično govoriti o tem, da so naši volivci taki ali drugačni, je težko. Tudi vi ste na svojem portalu objavili, da so naši volivci tisti, ki so sredinski volivci in so volivci, ki niso proti povezovanju, ne na levo, ne na desno stran. No, pa pač govorimo o predvolilnih obljubah, pa odgovorili ste mi tudi na vprašanje, kako je s povezovanjem sredine, te očitno ne bo. Rekli ste in pravite, da vlado nujno potrebujemo zaradi ukrepov in reform. Koalicijska pogodba pa je precej splošna. Tudi precej kratka, nobenih, bi rekla, konkretnih zavez, rokov ni v njej. Ali se ne bojite, da bo prišlo do težav, ko bo prišlo do konkretnih odločitev, glede na to, da ste različne stranke? Glede, koalicijska pogodba je kratka, ampak je jedrnata. V njej je zapisano vse tisto, kar je ocenjeno, da moramo narediti in nima političnega predznaka. Če vas vprašam, kaj žuli nekega starostnika, ki čaka na dom ostarelih, njega ne zanima, ali bo ta dom naredila leva ali desna opcija, njega zanima, ali bomo ta dom naredili in kdaj ga bomo naredili. In v tej koalicijski pogodbi je dovolj konkretnih zadev, ki jih lahko in moramo ter tudi bomo realizirali v 2 letih, ki so pred nami. Se strinjate z uvedbo obveznega naborništva? Očitno se, ker se je vaša stranka podpisala koalicijsko pogodbo. Ne, gledajte, v koalicijski pogodbi je napisano, da se bo postopno pristopilo k uvajanju naborniškega sistema. Povedati pa moram tudi jaz, da moramo najprej izkoristiti vse možnosti, kako bi obstoječi sistem nadgradili na način, da bo zagotavljal dovolj vojakov, da bomo kos vsem obrambnim nalogam. Potem je potrebno pristopiti pripravam in jaz ne verjamem, da se bo zgodilo kaj bolj pretresljivega na tem področju v teh 2 letih. Najlepša hvala za ta pojasnila. Hvala.